Jaz vam bom pa enemu od vas, ki bo tole dobro pokomentiral, pa povedal v komentarjih, kaj je pravzaprav izbral, podaril en brezžičen charger za pameten telefon. Are you listening? Damn. Yeah. You crazy mother. Hit that jive jack, put it in pocket, like it back. Time and time waits for no man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack, put it in pocket, like it back. Kje zdaj je Aleksej? Put it in pocket, like it back. Time and time waits for no man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack, put it in pocket, like it back. Going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack. Da mi noša šel. A ja, da še to posnet. Citroena je prosil, da naredijo pol en test, tako da ta blok ne bo sam košarka, ampak bo še kaj drugega. Z mano je novi Citroen C3 in ker je med mestnimi avtomobili posebnež, ga bom predstavil malo drugače. Pa pojmo kar takoj na največjo posebnost tega avtomobila. To je kamera, ki je vgrajena nad vrtourbanskim steklom Citroena C3 in snema vse, kar se pred avtomobilom dogaja. Tako da, če se vam bo kaj zelo zanimivega zgodilo, boste lahko to pošerali s svojimi prijatelji na družbenih omrežjih. Ja, to zgleda približno tako, kot tiste kamere, ki so nameščene v vozilih Rusov in beležijo razne bizarne situacije. In valjda, zabavali boste svoje prijatelje, ko boste pokazali, kako so Slovenci v prometu prijazni in kulturni. Ampak ta avto nima samo inovativnih tehnologij, kot je ta kamera. Ima zelo analogne rešitve, ki se mi zdijo zelo praktične. Namreč vsi poznamo občutek, ko pridemo v štacune, pa imamo avto popraskano. Zato so pri Citroenu v mestnem avtomobilu namenili eno zelo analogno rešitev, to so te airbumps. Načeloma zaščita avtomobila na parkirnih prostorih. Tako da, če bo nekdo zapeljal voziček nakupovalen v vaš avto, bo najbrž ta avto ostal relativno cel. Zakaj pa največja posebnost novega Citroena C3 je pa to, da ga lahko imate praktično v kakršnikoli barvni kombinaciji. Namreč omogoča, da si izberete 9 zunanjih barv in pa 4 barve strehe, kar pomeni po logični matematiki 9x4 je 36 možnih kombinacij. Če pa temu prištejemo še verzije platišč, ki so na razpolago, pa vse ostalo je pa teh možnosti morje. Tako da je v bistvu vsak C3 čisto individualen. Ampak pejmo nazaj k dizajnu. Nihče ne more reči, da je avto dolgočasen. V bistvu je pogumen mali avtomobil, ki svojim karakterjem, saj mene kot oblikovalca popolnoma navduši. Zadosti je drugačen, da ni prav nič dolgočasen. Jaz sem si v bistvu svojega naklikal in mene je pravzaprav z vso opremo, ki je meni draga, torej z večino varnostnih sistemov, ki jih ta avto ponuja, ta avto prišel okoli 18.149 €. S tem, da sem se izbral tudi panoramsko streho. In meni se zdi, da če ta avto nafila z najboljšim benzinskim motorjem in v bistvu vsem, kar si v bistvu lahko zamišljaš, se mi zdi ta cena v bistvu ful ugodna. Mislim, naredimo en trik. Vi odklikite na citroen.si, pa probite sestaviti avto za manj denarja. Jaz vam bom pa enemu od vas, ki bo tole dobro pokomentiral, pa povedal v komentarjih, kaj je pravzaprav izbral, podaril en brezžičen charger za pameten telefon. A je to cool? Če so pri Citroenu zunanjost načrtovali pogumno, jih pogum v notranjosti ni zapustil. Namreč avto je ostal v bistvu zvez zunanjosti in to se redko zgodi. Množica lepih detajlov, izčiščene armaturne plošče, velikega 7-inčnega informacijskega sistema, ter pa kup enih mehnih detajlov, kot so teli ročaji za vrata, ki spominjajo na staro generacijo Citroena v temi 60-ih. Mislim, avto je noter fresh in to mi je ful všeč. Tako, GTR-ja. Na to posnam, stari moj, to posnam. To je boljš. Star. V GTR-ju se lahko vozi tudi ljudje 220 po moje.
No, to je ful dobra informacija. In koliko enih pravokotnikov lahko najdemo v tem avtomobilu? 1, 2, 3, pa 4, pa 5, pa 6, pa 7, pa 8, pa 9, 10, 11. Hecam se. In tukaj se vidi v bistvu, kako so Francozi ful striktni. Držijo se enih nenapisanih pravil, ki pa polk celota delujejo ful v redu. Uporabljajo torej nek grafičen element, ki se ponavlja skozi cel avto. In se ponavlja posod, to je ta kvadrat oziroma pravokotnik. In ravno zaradi te množice uporabe tega zgleda avto v bistvu zelo skladen. Notranjost lahko dobite v 4 različnih barvah. Ta je seveda v najtemnejši barvi in na ta način mogoče avto izpade noter zelo črn. Če boste pa zbrali kako drugo barvno kombinacijo, boste pa takoj več svetlobe noter spustili. Meni načeloma pri tem avtomobilu niso všeč materiali, ki so v bistvu relativno, tako bom rekel, enostavni. No, informatičen sistem tega avtomobila se mi zdi ful cool. Predvsem tale 7-inčen LCD zaslon je za njegov razred avtomobila odličen. Sem nič ne pogrešam. Celo grafika mi je v bistvu bolj všeč kot v drugih avtomobilih. Res pa je, da se ga treba malo navaditi. Zato, ker recimo ni gumbov klimatske naprave, ni ločenih oziroma ni nobenih drugih gumbov v tej kabini, je v bistvu vse postavljen kar sem gor in pol je treba mičkan tole obvladati. In šele takrat, ko se mogoče malo matraš tem, ugotoviš, da pa ekran res ni tako odziven, kot bi mogoče lahko bil. Drugače pa v tem avtu noter kup enih tehnoloških igračk. Namreč Tesla je bil opremljen kar z enim takim prav resnim seznamom. Tesla je imel vgrajeno kamero Connected Cam, opozorilnik nenamerne menjave voznega pasu, to je ful cool, prepoznavanje prometnih znakov in pa Coffee Break Alert. To je pa tisto, ki mene velikokrat opozarja. Torej, ko vozite neskoncentrirano, avto začne piskati. Tako, če je v spredi ful placa, jaz sem 182 cm približno velik, je pa pol v zadnji tega vsega skupaj, tako, bom rekel, tako, čisto res malo. Ampak, valjda ne boste 5 tipov v tem avtu vozili. V tem avtu boste vozili najbrž otroke, vrečke, nakupovalne in tako naprej, za kar se mi zdi, da je pa ta avto več kot odličen. Tako Borna? Jaz se strinjam. Ja, valjda, lej, koliko je Borna majhen. Borna ima 160 cm, pa 43 kg in takrat je v zadnji placa ful velik. To si zdaj rekel, da sem velik meter čevap pisal. Zdaj v tem avtomobilskem razredu od prtljažnika ni veliko za pričakovati, ampak pri Citroenu ni tako. Tukaj se noter skriva namreč ful enega uporabnega prostora v eni taki zelo lepi kocki. Ta kocka je v bistvu tisto, kar je predvsem v Citroenu ful zanimiv. V bistvu je 300-litrska kocka, ki je ful take lepe oblike in s tem po moje nobene bo imel problema noter stlačati stvari. Jaz sem, ko sem gledal posnetke tega avtomobila, videl, da lahko noter ta največji kufer spraviš, čisto brez težav, pa še kaj drugega. Tako da to je to. Zdaj najbrž me zanima, kako se vozi ta avto. Ta avto se vozi kot pravi Citroen. In tako so se vozili Citroeni v 60-ih prejšnjega stoletja. Če se vsi spomnite Louisa Defeneja pa žandarjev iz Saint-Tropeza, tisti, ki se jih ne, tukaj je video. Dites-moi, ma sœur, je suis en panne un peu plus loin. Avto se zelo nagiba v ovinkih. To je na en način ful dobro, na drugi način pa ful slabo. Tako da, jaz imam zelo mešane občutke. Na en način moram reči, da to je najbolj udoben avto na svetu, ker tako udobenega mehkega avtomobila še nisem srečal. Na drugi strani imam pa težavo s tem, da se avto za moj okus preveč nagiba. Na drugi strani pa ne vem, se ni namenjen za dirkati, to je mesen avto. Za kar se motorjev tiče, pač izbira pestra. Imaš na razpolago po moje 3 bencinske, ali pa mislim, da 2, nisem čez ziher, pa sigurno ne 2 dizelska. To je ti standard pri Citroenu. Tako da ni problema izbrati. Jaz osebno bi najbrž zbral kar 82 konjskega bencinarja, ki pri temu podvozju in mehkobe avtomobila, ki več konjev v bistvu sploh ne rabiš, oziroma jih ne smeš imeti. Ja, to je to. To je Citroen C3. Aljaska, Južna Amerika, Severna Evropa, Cape Town in Kamčatka. Razstavna ročica okoli sveta se temu reče.
To je tudi ena od manjših težav Citroena, so izjemno dolgi hodi prestavne ročice, ki me spominjajo v bistvu zelo na Renault 4 ali pa kak podoben avto, kjer si mogel tako. Začnimo pri njegovi največji